Dobro jutro. Zame je dobro jutro. Moram reči, da imam eno motnjo, ne. Jaz tule govorim resnico, ljudje so pa ziritirani. Ne, zdaj pa jaz imam motnjo. Jaz sem precej moten, ja, precej ubrisan, ne. Precej luzer sem tudi, čakaj, še kakšen izraz sem slišal, no, mislim to antivakser, pa anticeplic, pa neodgovoren, pa teoretik zarote, pa dej, pa tudi Turšič, ti pa tudi vsem vidiš neko zaroto, ali ni na tem svetu tako, no, kaj pa češ. Ampak ne vam povem, da prihajamo v naslednje poglavje, kjer bo marsikomu postajalo nerodno in si bo želel, srčno zaželel, da bi vas v preteklosti tretiral boljše. A imamo. Jaz pravim, da mi tle, kjer se nahajamo, ne, zdaj se ne bom spotikal, ali je kugla, ali je plata, ne, ta naša Gaja, naša mama narava. Mislim, tle res smo dvojni ljudje, oni, ki smo izkoriščani, pa oni, ki so izkoriščali. Zgledali smo pa približno na ven, kar vsi glih. S tem, da eni smo delali po občutku, eni pa po naučenosti. In to je bila tista učenost in naučenost, ker niso delali po občutku, ker občutka nimajo. Zaradi tega so pa morali hoditi v šole, na izobraževanja, na razne tečaje, na razne delavnice, da so se izobrazili, kako narcisi lahko najbolj efikasno posesajo človeško dušo, ne? Da človeka ziritirajo. A veste, vi, narcis, on ve, kaj je res. On ve, da v bistvu vi imate prav, ne. Njemu se samo ful dopade, da vi vam padete med tem, ko dokazujete, da imate prav. Njemu vam ful uživa. Vi pa vam padete, pa jebe, če so plave, vidiš, da so plave slušalke. Pa reče, meni se zdijo, veš, bolj zelenkaste. Pa ko s tabo te služiš, da so plave, kakšne barve je Soča, zelena ali plava? Ja, zelena je bolj... Ne, in tle narcis je najbolj srečen, da ste vi ziritirani, ne. Je pemtiš, kam smo mi pripeljali. Ampak glej, nič hudega. Jaz sem rekel, da bom se v nedeljo, no, smo imeli včeraj, danes, jutri, kaj ćemo se mi sploh ukvarjati, s preteklostjo, s sedanjostjo ali s prihodnostjo. In anketa je pokazala seveda meni v prid, da je boljše, da se mi menimo od naprej. Ne? Da mi se ne ukvarjamo več s tem za nazaj, ali koliko je bilo satanistov, kakšni so točno bili obredi, kje je bila v bistvu, kateri so mansonovski objekti, no, koliko otrok mesečno so Res ne vem, če je to smiselno, ne vem. Vem, da ni smiselno, ker je smo v procesu zdravljenja in čiščenja in zdravljenja vsi. In vse to, kar se nam dogaja v tem trenutku vsakemu posamezniku, je proces zdravljenja oziroma delitve, končne delitve na ta dva pola, da se ta drekatorski narcizem, ki je vezan bil na Satana, povezan z denarjem in tako, da se priplava kot drek na vrh, ker ni nič drugega kot drek, in da ti, ki imamo dušo in srce, spoznamo ta drek in ugotovimo, da smo mi od tega dreka krat milijardo. Ne? Milijardo česa? Milijardo moči, milijardo nadvlade, milijardo poguma, milijardo ljubezni, milijardo znanja, milijardo mirnosti, milijardo veselja. Ja, vsega tega krat milijardo, ker narcisi so tukaj zato, da nas potamanijo. Oni narcisi žal ne vejo, zdaj ti bom rekel, ta nižja kasta narcisov, ne. Oni ne vejo, da so delali za Satana, so dobili dinarčke, ampak ko jih Satan ne bo več rabil, jih bo splunil glih tako kot zadnjo smet. Jaz sem tudi na to že opozoril, pa mogoče res nima več smisla. Ampak okej, da se vrnem nazaj. Preteklost se ne bom jaz z njo pretirano ukvarjal, že zaradi tega, ker karkoli za nazaj preberemo, lahko se zasadimo v napačne informacije. Jaz bi želel te stvari
počakati še en čas, da pride do končnega očiščenja svinjarije, pa da mi dobimo res prave informacije, kaj so bile piramide, kdaj so bile zgrajene, kdo jih je naredil, kdo je kopal tunele, kje vse so. Zdaj, saj imamo neke informacije, ful jih je, ampak kaj vam zdaj ta podatek pomaga? Nič. No, in znotraj tega procesa zdravljenja je treba sprejeti, da ne boš nikoli popolnoma razumel. Okej? Okej, pač ne razumem popolnoma, saj jaz marsičesa ne razumem popolnoma. Moram priznati, da recimo si ne predstavljam, kako točno prek Bluetootha signal pride noter, kako je to zakodirano, kako pol lahko skozi tako majhno luknjico pride pa tako dober bas. Jaz to sploh ne razumem. Pa sem avdioinženir recimo, ne? Ampak saj ni s tem nič narobe. Dela, super. Jaz tudi ne vem, kako so par avto točno narejene, zdaj v šobe pihajo not ven semke. Ne vem, stari, ampak ko se usedeš v avto, pa ga vžgeš, pa grejo, super, ne? Enako je s to zgodovino nazaj. Treba je sem sprejeti, da smo živeli v satanističnem svetu, kjer je ta kult satanizma gonil človeštvo z namenom, da ga prevzame. Delal je triki in te triki izpod shadow work, izpod mize, iz pozadine, podmuklo, hinavsko, grdo, to, kar človek absolutno ne pozna, ne sprejme, tako, in da ta kult umira. Dying world, umirajoči svet. Da bo ta svet umrl, so napovedi že ful stare. Naj si bo Biblija, knjiga razodetja, ima još toga. Imam babence tle šibajo, so toliko vesele, kaj strela Marija. In ta svet umira. Zdaj pa, kaj pa zdaj? No, tle sem jaz bolj hočem vlivati optimizem, pogled naprej, pa odmikati strah. Mogoče sem jaz dosti dober primer, že kar direkt z vidom, da ne rabite biti prestrašeni. Pa ni noben zdaj, najbrž ne jaz, marsikdo od nas, ki v bistvu smo bili targetirani, a ne, strani narcisov, da mi ne bi pošpricali ven. Njim je bila to največja mora, da slučajno ne bi mi pošpricali. In noben od nas ni zdaj v bistvu prav super udobno, v smislu, da bi rekel, zdaj pa imamo vsi na lagru enih 45 čukcev, a ne, pa delamo, mislim, ni panike. Nismo mi v tej fazi, zaradi tega, ker smo bili tudi preko financ pritiskani, ne. Poznam, zaradi tega, ker se mi oglasite nazaj, da pač vsi smo v tej neki bili celo življenje, ali stigmatizacija, ali prek keša, ali prek psihiatrije, ali prek zaporov, ali prek selitev, ali prek ločevanja družin, svašta sam, da so oni poškodovali tisto, kar smo imeli mi najraje, ne. Oni ljubezni nimajo vseb, ne, in oni vejo, da mi jo imamo in so nam ves čas kloftali, polena pod noge metali, organizirano so bili oni zrihtani, pa ne si bo od sodnije do policije, pa do finančne uprave, pa do še CSD, pa še vse to je ista banana, ne, vse to so isti frendički. Organiziran kriminal, dragi moji. Mafija je vsaj tako narejena, da če češ, greš noter, ne. Vsaj za not moš izbero, vsaj za ven, mislim, da je kar težava, ampak ta sistem pa ni imel tega hočeš, ti moraš biti not, ne. Se zdaj nisem čisto prav povedal, mi smo okupirani strani mafije, mafija pa seveda, vada, ko greš noter, glih tako kot pri mafiji, sem nas so posiljevali s stvarmi, ki nimajo nobene veze s tem, kar smo. Mi smo eni navadni jelenčki, govorim jelenčki zaradi tega, ker smo vse, kar rabiš za življenje, si prinesel s sabo, ampak v mesto pa ni tvoj habitat in v mestu pa rabiš in čevlje in vodovod in da ti pripeljejo in da ti odpeljejo smeti in ne vem kaj.
V naravi tega ne rabiš. Mislim, ima umazana noga pride. Pa kaj? Sam ne rabiš biti, ne rabimo vseh teh stvari, ki mislimo, da jih rabimo. Hvala Bogu, da imamo tehnologijo, vse tako, da si lahko na tak način pomagamo, ker jaz mislim, da če bi bili v tem času zdaj brez tehnologije, jaz ne vem, kako bi se z golobi res pogovarjali ali pa prek knjižnic bi si messages pošiljali. Ne, se pravi, glih zaradi tehnologije pravzaprav je ta prehod ful lažji. Ampak nič hudega. Koliko sem rekel zanč, 24 vrst, da je zunanjih biti ekstraterestrialov. No, pa sem zdaj nekaj štrumfov, pa ugotovim, da jih je ful več. Pa spet, sploh nima veze, koliko jih je. Dejstvo pa je, da so. In temu se bomo mogli mi s tem sprijazniti. Pa ne sprijazniti. Oni so ljubeči in so tukaj zato, da nam pomagajo začutiti to, od kjer tudi oni izvirajo. Iz ljubezni. Oni so pure love, čista ljubezen. Na 9, 10, na katerih dimenzijah. Mi pa revčki tle v 3. dimenziji zašraufani pod kontrolo reptilov in smo v bistvu sužnji zavesti. Ker če bi mi imeli zavest svojo, zares ekspandirano, tako kot se zagre, pol bi bili mi, mislim, pol to je to. Sam ne, nas so dali v spančkanje, v nezavest in cajt je, da se dvignemo. Mislim, cajt. Tako je to zdaj plan bil, ne? In to je ta plan, ki ga je Trump omenil. Trust the plan. Če sem jaz si mislil, kakšen plan imaš ti, kako ne s tebi zdaj zaupam, majster. Jaz sem že malo s komu zaupal, pa čist povsod sem bil nategnen. Tako da, majster, ne bo šlo zdaj ta trust the plan. A veš, daj ti meni kakšne dokaze, pa tako, pa se bova, ne? Šele zdaj razumem, da gre za plan, ki ni Trumpov, ki ni Putinov, ki je mnogo, mnogo večji in je plan same svetlobe, da temo prinese naokrog na tak način, da bo tema mislila, da zmaguje, a tam je pa svetloba parela in zmagala. In to zdaj se odraža. Zdaj tist, ki v tem trenutku ne vidi, ali se odraža ali ne, mu žal sporočam, da je slepec. Ne, še enkrat, jaz vsakeč napišem vse dobro vsem, ker sem zato, da bo vsem good. Vem pa, da imamo mi morilce med sabo, to pa vem. Genocidnike in tudi te na najvišjih položajih, v belih haljah, s kravatami in metuljčki, pred kamerami so skakali. To so VIP, very important persons, a veš, so nekaj. Vse države je vodila preko niti kabala. Ta svet je bil čist kompletno pod kontrolo kabale. Evo, in jaz spet govorim po preteklosti. Pemtiš, tako bi se rad odpeljal ven. Ne bom več, pod kontrolo smo bili, ja. Ta svet propada, ja, pika. Ok, še Evergrande, Evergrande razpada, ne, na največjih bank kitajskih, pa še ima neke povezave. Evergrande, mislim, da mora biti neka velika svinarija, mislim, velika džomba, bankerska, in zdaj je v propadu in ko pade do dna, bodo vse delnice in vse vrednostni papirji vredni enako nič. No, saj to čakamo, pa pejmo vsi na nič, pa da vidimo pol še enkrat, kaj ostane. No, kaj ostane? Bi bilo bož, da bi nas prej malo lepše teleterali, pa bi vam zdaj rajš pomagali. Ampak jaz že odpuščam, pozabljam pa ne. Pa jaz mislim, da smo vsi glih. Odpuščeno je vsem. Sam, ko bodo ti ljudje, ti narcisi rabili, ko se bodo znajdli v svoji travmi, narcis je kot otrok, on je izsiljevalc, ne. Liziko, ne moš liziko si že dve. Tako bodo narcisi čist isti dojenčki ubrisani. Ampak tam oni ne pridejo prvi na vrsto. Zakaj ne? Jaz sem v zdravstveni tehniki in ena izmed tem snovi se imenuje triaža. Kaj je triaža?
Triaža pomeni izbira, kateri pacient je prej, pa kateri je kasneje. Ko prideš na prometno nesrečo, kjer je 20 poškodovanih in eni molčijo, eni pa kričijo. Komu boš pomagal najprej? Najbrž unmu, ki kriči, ne? Ker ima še energijo za kričati. Dočim unka ne kriči, je čist tih, ampak krvavi kot divji. Komu boš najprej pomagal? Kričaču, ne? Pa sej kričali so ti narcisi, cel life so nas prtkali. In ko bodo kričali, kar naj kričijo, kar naj se grleno čakro malo odprejo. Še enkrat, vse dobro vsem, vsem bomo pomagali. Kdo bo komu pomagal? Zdravniki bodo pomagali komu ozdraviti? Švoh kaže, če mene kdo kaj vpraša. Kakor vidim, je res bolj švoh to stanje, ne? S čem pa bodo pomagali? S kamilcami, pa z žajblom? Ali vam bodo naguzili še tablete? Kemija plus nafta. Še? A ja, to je zdravljenje? Ne, pa ni. A vam bodo predpisali čaj iz borovih igelc, ki je najboljš očiščuje te cepljene? A ta čaj bodo predpisali? Ne, to tudi ne. Borove igelce pa ne, ker morate vzeti ksilokofin. 300 mg 2x dnevno. Stari moj, pa koliko si dobil za to, da si napisal to? A veš, ko imaš za eno in isto stvar, imaš 5 proizvajalcev. Katerega bo doktor predpisal? To najboljšega ali tistega, ki je največ dobil. Valjda je sponzoriran. Ne? Ok. Ne bodo pomagali zdravniki, a politiki bojo pomagali. Ja, mogoče, Golob bo pomagal, ja, ker je rekel, da je slana voda pa sonce pomaga proti koroni. Bravo. Z eno izjavo je podaril vse, kar so 2 leti probali povedati, da ne ven, da čim bolj narazen, da ne na more. Sicer pejte turistične bone ponuditi, ampak ni jim bilo prav, ne? Oni so nas hteli imeti zaprte v lastnih bajtah. Pač to, te karantene, ti hišni zapori, to je kakšna kriminalna dejanja. To se ne sme delati. A veste, mi smo svobodna bitja. Svobodna bitja smo iz več aspektov, pa tudi v ustavo smo to napisali, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. A res ali kaj? Mi se ne strinjamo s tem, kar vlada pravi. Vlada pravi, ne, mi se pa ne strinjamo s tem, da vi kaj poveste. Se kar dobro norca brijo z nas, Ja, pa še bo. Jaz mislim, da nas čaka ful dober šov. Zakaj? Zato, ker ta vojna, v kateri smo, ni ideja čim več žrtev, kot so bile vojne do zdaj, da je čim več žrtev, ker satanisti hočejo nas mrtve, pa v trpljenju, pa tako. Ta zdajšnja vojna pa želi čim manj žrtev, oziroma pospraviti samo tisto, kar je za pospraviti. Se pravi, te genocidnike, te, ki so nas držali v primežu suženjstva, in kolektiv teh ljudi sploh ni tako zelo majhen, mislim. Valjda je manj njih, ka nas, itak da ja, ampak kljub vsemu je teh ljudi kar nekaj. Mislim, predstavljate si, da je pri nas samo v parlamentu 90 takih. Ne? Koliko imamo zdravstvenih domov, koliko imamo bolnišnic, koliko imamo direktorjev bolnišnic, koliko imamo ne? Koliko imamo ravnateljev, koliko imamo A veste, civilna zaščita pod idejo, da je good, da je super. Ampak civilna zaščita si je kar namrkala nekih dodatkov. Ti ljudje, da so delali kaj že za te dodatke, ki so jih prejemali v času te strašno nevarne bolezni, ki jo niso še dokazali. Zdaj zoprno pride, ne? Ker to so pa ljudje, ki jih poznate vi že. Z imenom, priimkom na fris. Pa zdaj ne bo v redu, seveda, da ne bo v redu. Mislim, kočljiva je situacija, veš, to je ono, kad dobiš partnerja, kad te je prevaril. Jaz si predstavljam, imam te izkušnje direktno nimam, ampak, a veš, žena dobi možaka v krevetu žge. Zoprno pride, ne, veš, baby, nisem tako mislil. Butljenje. Ja, ampak v tem primeru ti spoznaš in se samo obrneš in vija vaja. Kam pa, tle jih ni narcisov nobenega. In kaj ostane tukaj, je to, kar zemlja sama po sebi je. Peace. Mir. In mir je tisto, kaj je človeško osnovno stanje. Ta satanizem pa narcizem nam je delal samo ne mir. A ja, morate v Ljubljano. Ja, pejte.
Sam tam ni mir. Ne pa ne. Dobro, po 20 minutah sem naredil uvod. Super mi gre, bravo. Zdaj bom šel pa tlele na listek, sem si napisal par stvari. Mi moramo v našo zavest, smo rekli, ekspandirati. Jaz pravim, jaz jo ves čas jo tako kažem, da mi treba zavest ekspandirati. Pa v bistvu je to ena moja predstava, mi gremo v neko ful širino, ampak ta širina se lahko imenuje, da gremo tudi iz uma v srce. Ja, se pravi, da v bistvu stvari gledamo ne iz logičnega razmišljanja, da je naš logični začne kalkulirati, če bom to naredil, pa se bom pa urezal, ta scena ne gre, oziroma jaz bi sicer šel na morje, ampak ne grem, ker moram imeti v službo, ker moram plačati kredit in to je ta pač umski, tako smo inštalirani, vsi bili, vsi. Sam res še enkrat, nismo mi v 80-ih ali pa v času socializma, ki je bilo, mislim, da socializem, pač juga, ki je bilo vsega za vse zadosti in dopusti in fabrike in avti in bajti so se zidali in hoteli in plaže in kaj so že bili sindikalni kempi, sindikalne hiške, ovo. Zdaj vse te fabrike, ki so bile takrat narejene, so podrte, pri nas je Brest. In v teh fabrikah se dogajajo stvari satanistične. Ker te fabrike so frderbali satanisti, ne ljudje. In so jih frderbali in razprodali in ljudi pustili brez službe. No, veste, Cerknica je kar plac, in Brest je bil fabrika, ki je zaposlovala, ne vem, 3/4 Cerknice, vse to sem že enkrat razlagal. Pa tudi gozdove imamo. Mislim, zato pa je Brest tukaj, ne? Valjda ga ne daš Bresta v Prlekijo ali pa v Koper, če pa ni tam gozda. Fabriko daš lesno tam, kjer les, ne? Fabriko so frderbali, kaj pa z lesom? Od 2014 nam odvažajo, ko je bil žled, od takrat nam odvažajo kamion za kamionom. Ven, lep, zdrav bukov les, nazaj pa stara, ščikana jelovina. To jaz opažam, sem jaz ljudem rečem, ja, ki gledaš kamione, pri nas noben tega nima za mar. Pa jaz jim povem, samo oni ne trzajo. In jaz jim rečem, stari, pa tega je že od 2014, je 6, pa še 2, 8 let. Koliko kamionov na dan, se štite dneve, pa to je kubikov kad reka. In kaj imamo Cerkničani od tega? Nič. No, krasno. Tako je pač ta sistem funkcioniral, da nas je ukradel, predvsem naravnih resursov, ki so v bistvu naši. Voda, zrak, les, zemlja, to je naše. Ampak ne, pri nas je na najlepši parceli zida, wow, odlično, še en nakupovalni center, jej, to pa res rabimo. Da ne boste solate sadili. Ker veš, kmetje pa itak sem travo kosijo, no. Mislim, joj, no. Vse spoštovanje tistim, ki gojite kaj več kot travo. Je prav? Te balerke šumeče, diobolno, traktori taki, jaz ne vem, kako so včasih vse to porihtali, ko so imeli na majhne zetorčke. Kaj imam kavico, veš, sem si kavico pripeljal, da ne bom... V bistvu sem bil doma, pa sem rekel, grem ven na šraufat enega, tlele na sončka, sem bil že ob 6, auf. Kaj? A vam tudi možgani peljejo zjutraj? Jaz, ko se zbudim, jaz imam tako glavo, da ne vem, kako bi sprojeciral vse. Jaz bi vam lahko govoril 66 ur v kosu, toliko je tega materijala. Upam, da sanjate, da si kaj v sanje, tudi kaj zapomnite, pa super je, zanč smo imeli, dajte manifestirati stvar, ki jo tle v mislih, dajte jo manifestirati na papir, pa bo ona realnost. Dok je tle je fantazija, oziroma je misel, je neotipljiva, ki jo date pa na papir, pa postane že fizična oblika. Tako da to, kar dajte zapisati čim več stvari, pa če jih boste v Google pa v telefon, to nima smisla, ful je super, to s svinčnikom, jaz sem napisala, sem kar občutljiv, ne. Mora biti minca B, pa mora biti papir ta prav, pa mora biti nalivnik, pa tako se človek začne igrati pa s temi stvarmi. Pa še ena stvar je fajn, da Google ne ve, kaj sem jaz napisal zdaj tlele v papir. In to je ena izmed strategij, ki sem jih tudi jaz ugotovil. Vse, kar sem se jaz na glas sam sabo menil, se je vse izjalovilo, kar sem pa na papir napisal, se je pa izšlo. Kaj da bi Bog vedel, kam me more pelati. Ok, premik zavesti iz uma v srce. Mi smo ful logično razmišljali
racionalno. Nekako sem dal en primer, jaz sem tabornik, brat bi šel na morje kampirat, ampak ker je žena se boji pajkov, pa mravelj, pa je bilo treba iti v apartma. Ampak meni apartma, pa dobro, vse ok, ampak kaj je to zdaj, hiša pa hiša, jaz bi raje na travici ležal, ker mi je to super, ampak ne. Jaz sem se prilagodil, ne, temu, ki je bil manj prilagodljiv. S tem, da mi je razlagal ta del, on je ful bolj prilagodljiv, kot jaz. No, pa sem pač se nima veze. Skratka, jaz sem naravno razmišljal, moj partner pa ne, no, pa se to ni moj edini, nisem jaz edini s tem, najbrž se bo marsikdo zdaj našel, vsak ta drug bo rekel, jaz se peška, mi smo tudi mogli, tako kot je ona rekla, ne. Tako kot je v bistvu narcis v partnerski zvezi, je to rekel. Narcis v partnerski zvezi je narekuje, če ste še z njimi. Ne vem, kako zdržite, meni bi se spipalo. In ta v srce sem jaz razlagal zanč, da to spada v to kategorijo. Kaj imaš ti rad, to je ta tvoj dušni del. Duša ve, kaj bi rada. Pa pol začne to kalkulirati, kako bo izpeljal. In v bistvu se ta, kaj bi rad, pa kaj narediš, kaj moraš narediti v tem svetu s tem se ne sklapa skupaj, ne? In sem rekel zdaj, tudi v življenju, recimo, imaš službo z lepo plačo, ampak vse je neka elektrika, zastopaš. Ti si pa zmer hotel biti po naravi, pa biti logar. Boš hodil po naravi, pa boš rekel, to drevo je slabo, mora iti ven, a ne? Pa tole, ker je gužva, ne, to bi bil. Ampak si štromar, ne? A veš, ko logarjev je že dost, pa tudi logarji morajo čist druge naloge, v bistvu oni morajo sušiti drevesa, jih zastrupljajo. Mislim, se vam lahko kar povem, kako se zastrupi drevo, če morate kaj posekati, ni panika, a vam povem recept. Vzameš iglo, špritko, pa v rekino prbiješ v drevo in ono, ne vem, v enem letu zihar ne bo več listje rastu. Ne, čist simpel. Pa tako so počeli. Jaz sem najdel tudi direkt take stvari. Slišal, pa sem pa najdel in sem pa videl tudi rezultat, kako stvari grejo. Mislim, ta satanizem nam je frderbal vse, kar je naravnega. Naravni smo mi, naraven je zrak, naravna je zemlja, naravna je tudi selekcija. Super! Da ne bo naravna selekcija, glih narcisu ven izplunila sama od sebe. In jih bo pojedla. Zemlja. Včeraj sem o cepljenju govoril. To cepljenje, jaz mislim, da ima mnogo bolj zakomplicirano strategijo, kakor mogoče na ven zgleda. Da so cepljeni prestrašeni bili, predno so se cepili, pa zdaj so še bolj, ker vidijo, da kaj se dogaja, kakšni strtki, novo in novo. Jaz mislim, da preko strahu bo zadnja točka, mogoče morajo samo preko strahu dojeti. Ali bodo se obrnili pa rekli, dosti je, ne? V kontekstu, ko padeš, v življenju padeš. In če padeš na fris, pa gledaš ti v tla, je sama tema in neizhodna situacija. Če se pa okrog obrneš, pa zagledaš ti zvezde, luno, sonce, ptice, v bistvu vidiš cel life. Če se zbudiš pa takole od spodaj, pa vidiš še drevje, lešnik in ne vem kaj še vse. In enako je pri teh, ki so v strahu. Mogoče pa je strah tisti vzvod, prek katerega se bodo dokončno prebudili tisti, ki se bodo prebudili, ki se morajo prebuditi strani dušne naloge. In se ne bodo prebudili tisti, ki niso dovolj zreli, da gredo z nami naprej. Zreli v kontekstu, a veš, kad hodiš v šolo in če ti nisi naredil 5. razreda, sami cveki, kaj je majster, zadnji teden miš, da so už pa vse navadil. Jok, brate, kar pejma še enkrat po novi vajo. Ne, greš še enkrat 5. razred, ali pa 2. letnik se isti šmoren, ne. Nisi opravil neke lekcije, v dušnem svetu je ta ista scena. Zaradi tega pa smo se toliko časa reinkarnirali, da smo zdaj pa skupek teh reinkarnacij, ampak mlade, stare duše in njihovi leveli, dušni leveli, kolektivno mislim nas vseh, niso vsi na istem nivoju. In tisti, ki niso dorasli temu svetu, se bodo od nas poslovili. A je prav? Tako da cepljeni ali pa necepljeni.
Nima veze. V bistvu je to, koliko ste vi noter močni, premagati strah, pa se obrniti, pa vzleteti z nami gor. In v tej fazi ne morete vsega razumeti, ker je nemogoče. Ker jaz vam 30 let mojega znanja, mojega raziskovanja, dognanj, pa to so moje dognanja, vi imate čist drug life. Jaz recimo nisem bil posiljen, pa nisem bil tepen. Bil sem audioinženir, mislim, da vas zelo malo vam audioinženirov to posluša. Kaj to pomeni, da jaz poslušam stvari že cel life, poslušam, za razliko od ljudi, ki ne poslušajo nič in ne morejo slišati, govorijo sem stvari, ki jih vejo, in ker ne poslušajo, ne slišijo nič novega in se vrtijo v svojem ciklu tistega znanja, ki ga imajo. Ne? In ker sem poslušal tudi glasbo, melodije, harmonije in besedila. In besedila, ki so twisted, Skaramuš, Did you do the fandango? To je iz Bohemian Rhapsody, od Queenov, ne? Od Freddija Mercuryja. Skaramuš, a vi veste, kaj je skaramuš? A vi veste, kaj je fandango? Jaz pa vem, ker me je zanimalo, kaj si rekel, kakšen skaramuš, kaj da za boga je skaramuš, kaj pa fandango? No, pa da vam osvetlim, skaramuš je lik, ki se je pojavljal v različnih gledališčih, v različnih, on je kar uletel čez dvorano, naredil nek svoj, bil je tako imel haljo, pa sablo, pa neko masko, nisi neprepoznaven. In se je pojavil tu in tam v gledališču. Ali se je, ali se ni, pa ni noben nikoli vedel. In potem so ljudje hodili gledati v gledališče, zato da bodo videli, ali bo prišel skaramuš ali ne. Taka dobra fora. On je bil tak mistični lik, ni imel nobene naloge, on je prišel. To je bil catch. No, in fandango je pa španski izrazni ples. No, evo, skaramuš je poplesal po svojem izrazni ples, nič ni bil naučen, ča, dvakrat levo, tri nazaj, dvakrat levo, tri nazaj, to so naučene narcistične fore. Izrazni ples je ples, če je že ples. Pa ker sem že rekel, da jaz ne maram plesati, ja pa maram, tako izrazno, da se premikam sam, tako kot meni paše. Tudi pa se jaz moram ne, jaz nimam od tle nobenega užitka. Evo, moj primer. Kje sem ostal? A si že vstal? Ja, in v mizo sem tudi že. Čakaj, veš, kaj sem jaz rekel? Da ful malo ljudi, to je zdaj sporočilo tistih, ki nas opazujejo z višjega nivoja, pravijo, da v današnjem času premalo ljudi izbere pot najmanjšega upora. Ja, govorim o prehodu gor, oziroma v prehodu v sebe, oziroma v prehodu v zavest, oziroma zavest iz uma v srce. Jaz nisem več, jaz sem skontal, da je to čist simpel, pa vam probam milijonkrat povedati, kekec, simpel ke pasulj, tabornik, nič drugega več, bod, pa deli tisto, kaj imaš najrajš. In to je to. To je point, da greste gor, ampak ne. Je pa treba analizirati, pa kaj bi bilo, pa če bi bilo, pa kaj je bilo, ampak kaj bo pa pol, kako bomo pa pol zrihtali? Ma stari moj, pa ti si šel v mrtveternico. Mislim, jaz zdaj že poslovno priložnost vidim, bom naredil eno mrtveternico, pa pridite se, bomo naredili tako, da vas neke špage tepejo, pa vroča, pa mrzla voda, tako da, veš, da je bolj efikasna stvar, če pa to ful radi počnete, ali pa počnejo. Saj človek res ne ve, ali bi se z norca bril, ali bi se zares povedal, ali bi bil nežen, ali bi kloftov. Nobenega se ne da na silo prebuditi. To pa drži. Da pa se pomagati, da pa se dati roko, absolutno. Zato smo tle, da nekje, ful mi je všeč, ko dobim nazaj potrditve, ko ljudje pravite, ja, pa saj sem mislil, da že vse vem, pa tebe poslušam, pa to, pa nova izhodišča, in bravo, in točno to je point, izhodišča. Jaz imam svojo lekcijo, vsak na svoji zemlji ima pa svoj pogled, svojo projekcijo do enega in istega, da bom rekel, kada jaz gledam, kada bom rekel, tamle source, tamle je ver, tamle, a vidite vi luno?
čakaj, bom probal pokazati. Ja, šment, ne. Ni, ne vidite. Luno bom pokazal. Skratka, tamle, da je tam source, jaz jo gledam od tle. Ti jo gledaš pa od tle. Spet drug jo gleda pa od tle. Ampak vsi gledamo eno in isto. Source, ver, ker je vse eno. In naše življenje je naša projekcija, vendar gledamo proti tja, skozi lastne izkušnje in lekcije. In vi morate sami skontati, skontemplirati. Izhodišča so pa v bistvu vsa enaka. Ja, relax, sprosti se. Bodi v miru. Daj razmisli, kaj imaš rad. Daj si prižgi staro muziko, slovensko popevko si daj, napiši v YouTube slovenska popevka. Ja? Boš videl, kakva muzika vam pade. Odkot jo je prineslo, odkot je le prišla, jok čisto noter vame, jokat lastovka. Ker ful smo mi radi jokali, malo smo se radi maltretirali, ne, to je malo sadomazo, ne. Ampak ni treba jokati na tak način, lahko pa jokate od sreče. Ok, ne, sej solze so čistilni servis, tako. Kar izjokajte se, če morate ven, ne gre ven, sem ne se pa maltretirati. To pa res, pa ne se analizirati. Pa da se vrnem, pot najmanjšega odpora je tista pot, ki je prava pot. Bolj je komplicirana, bolj je brez veze. Zato tudi sem večkrat opozoril, ne padite na fore ljudi, ki vam razlagajo, kaj vse morate. Morate, nič ne morate, nič ni treba. V bistvu, pij vodo. Saj si iz vode narejen. Tako, a veš, simple kekec. To sceno probajte ujeti. Zdaj pa pridem pa na osnovno, zdaj sem pa naslov napisal. Kakšna je prihodnost? Lej, v prihodnje ne bomo imeli mi tistega, kaj so motilci. Ja? Motilci, sem jaz že govoril enkrat, če hočeš biti zdrav, moraš najprej odmakniti od sebe tisto, kar te dela nezdravega. Torej, ne moreš pričakovati, da boš imel lepo, da boš lep pa vitek, pa vitalen, pa ful, tudi kondicijsko okej, ne, tudi pri seksu boš kar odpeljal, ne, ker si hud, zraven se boš pa lovdal 6 obrokov mastne hrane, sploh niti ne žive, ker je pomfri pa Dunajc top, čeprav v DNK-ju nič ne piše ne o Dunajcu, ne o pomfriju. Pa super je pol še tortica, pa še ena pica, pa pol zvečer se bomo nalovdali, ne vem. A veste, kaj vam čem reči? Folk pravi, da pa sej ful malo jem, ne. Ja pa stari moj, pa ješ napačno hrano, no. Ok, motilci. Skratka, če hočeš shujšati, a veš, kaj pravijo, človek bi vse pojil, sem da bi shujšal. Ne, stari, če češ shujšati, ne ješ nič. Ali pa manj. Ne meni razlagati, da pa imaš težavo, jo pa se redim, ker imam neko težavo, ne vem kaj. V Dahovu nima nobene težave. Pretiravam. Govorim o tem, da so nas naučili žrt preveč. To so njihove filozofije, da mi rabimo 5 obrokov. Jaz rabim 1 obrok na dan ali pa nobenega. Ker sem pa lačen, ker me pa prime, s klofom pa materijala ful. Sem posel uležem pa zaspim. Za pol uro se uležem, ker ne dela črevo tam posebej, ne, uredi, pol bom pa vstal pa šel naprej. Poslušajte sebe, kaj vam pravi telo, ker če boste poslušali njega, ste na pravi poti, če boste pa poslušali narcisa, ki bo rekel, hiter poje, pa gremo hitro naprej delati. To ne gre, to ni noben ritem, človeški že ne. Srnca se tudi uleže, kravica tudi pol, ki poje, pa žveči in žveči, nje je okej. Tako simpel je življenje, tako dajte to imeti. No, skratka, v prihodnje se nam odmikajo motilci. Motilci, v smislu narcisi, ki so ves čas delali nemer. Torej se bo kaj zgodilo, pojavil se bo mir. Bili smo sužnji zavesti, ker je Gates recimo patentiral, ima patent, lahko tudi malo pogooglate, patent 606. Torej imamo 3 šestice pa 3 nule. To je Bill Gates patentiral, to je upravljanje človeka na daljavo. Good, ne? Kar super. No, tega daljinca ne bomo več imeli, ker televizija spada tudi, mislim, da v to sceno.
in manipulacijo uma preko televizije, ne? In zdaj mainstream media, kar govori, to ni resnica, to niso fakti. Jaz sem bil na newsu, sem ga pomagal delati kot tonc in vem, kaj je bil fakt, pa vem, kaj smo poročali. Pa sem bral poročila tudi na radijskih postajah, za 20 radijskih postaj. Pa pri nas je bil požar, gori neka firma tle, ki ima ful plastike in mi smo mogli poročati, da moji sodelavci, takrat sem bil doma in vidimo zdaj tle gori neka črna stvar in dim se kadi tja. In poslušam novice, da ni nevarnosti, je vse okej, ker ta dim se ne vali na vodovarstveno področje. Halo, pa tam, kamor se dim kadi, tam imamo mi zajetje za cerkanco, halo, pa glih kaj se kadi. Je pa gorela fabrika s stiroporom, pa so leteli kosi stiropora po luftu, pa kar grda scena. No, skratka, gledaš v luft, pa vidiš, da leti nad vodovarstveno območje, a tam ti poročajo, da ne. No, to je zdaj en tak primer, čist direkt, kjer me ne bo noben prepričal, da to ni res, ker je to moja lastna izkušnja. Zdaj, a vi verjamete ali pa ne, je to vaša stvar, ampak vam pa garantiram, da če se boste pozorni, boste pogruntali, da mediji niso povedali še prav čist nič, kaj je res. Ker mediji niso nič povedali o Nizozemski, niso povedali nič o Kanadi, pa tako množični protesti. Niso nič povedali o protestih na Kitajski, niso povedali, z besedo niso omenili Šrilanke. In če niso oni pokrili tako zelo pomembnih tem, kaj vam prodajajo? A da je športnik, da je pretekel, pa je prelaufu, pa je prekolesaril 100 km, pa je šel pa pred kamere, si je pa masko dal. Morate razumeti, da gre za super mind control. In mediji niso del revolucije, v procesu vzpona, mediji tukaj ne bodo pomagali. In še enkrat apeliram na vse vas, ki ste že nekaj štrumfali, dajte, napište, dajte slikco zraven, dajte svoj pogled, ker vaš pogled bo mogoče koristil komu. Nekomu koristi moja interpretacija, nekomu bo pa točno vaš tekst prijel. Zdaj vidim, eni pišejo tekste, ful dolge, ljudem se ne da brati. Druga stvar, malo psihološko, je tudi tako ful paše, če so majhni odstavki, sej za isto stvar, samo na vsake 2 stavka daš en presledek, pa je tekst čist drugač pride ven. Ljudje ne radi berejo dolge tekste, čeprav jaz sem zdaj parkrat dal malo daljše, čistko za poduhat, ker pač so tudi taki dolgi, moš ujeti. Večinoma pa najraješ imajo ljudje kratke, ne pretiravati z pogruntavščinami, dajte svoj pogled, ja? Pa zmeri dajte na koncu razmisliti, ali je stvar komu koristna, ali je komu stvar vzpodbujajoča, je komu stvar pomirjajoča. Tako, negativizem, prosim, dajte se ga izogniti, pa dajmo skupaj pogledati beyond, čez jesen. Kabala si želi, mokre sanje ima, da nas vse zradera, to so njene mokre sanje. Ampak kabala bo padla. Sodstvo, šolstvo, politika, zdravstvo, vse te inštance bodo, banke, vse to gre v Ker tehnologija zdravljenja bo s frekvencami, najbrž ste že slišali, medbed, medicinske postelje, ne, kjer boš s frekvenco pozdravljen vsega, ker ti bo preskeniral DNK in bo rekel, aha, tle imaš težavo, na svetlobno kodo in tvojim boš stopil ven in tvoje telo gre v proces zdravljenja. Samo. V bistvu bo samo en balanser, ti boš v 10 minutah dobil vse, kar rabiš. Finance bodo rešene s Quantum Financial System, podprte z zlatom. V prihodnje sploh ne bomo rabili denarja, ker ne bo potrebe, ker bomo imeli multiplikatorje in si bomo naredili, kar bomo rabili. Mislim, mi bomo imeli brezplačno energijo. To, kar vas fopajo zdaj z nafto pa z elektriko, to je čista fikcija. To je samo žepi se polnijo, a veste. Ampak cepiva so bila pa brezplačna, ne? A ne? Cepiva so bila džabe, kdo jih pa plačuje zdaj? Ni to to,
Zmeri smo jih dobili po klamfi z njihovo foro, najprej ti nekaj dajo. Ko greš na bloke, te dajo drek roke, greš pa z blok, te pa še drek vzamejo z rok. Se pravi, najprej ti dajo injekcije, poglej, kako smo prijazni, ti nekaj damo, pol pa dam, nafta, elektrika, hrana, vse, inflacija 24, 25, 30%, kar ste znoreli. Ampak dobro, pogovarjam se z ljudmi in kljub vsemu temu mnogo ljudi ugotavlja, da v bistvu živi lepše, kot je živelo pred letom ali pred 2 ali pa pred 3. Ker je tisti, ki ni obremenjen. Ne? Pa tudi skromnost je lepa čednost. Mislim, da pravi ljudje so nehali stremeti za visokimi ideali. Se zavedamo, da ni fora med BMW-ja, da ni fora med veliko jahto. To sploh ni point. Point je, da si v miru. Bodi v miru z Bogom, kakorkoli si ga že predstavljaš. Pa jaz sem rekel, da smo mi bogovi, ker kadar se sam s sabo pogovarjaš, se pogovarjaš z Bogom. Torej, če se pogovarjam sam s sabo, z Bogom, torej sem jaz Bog. Ne? Mislim, malo se poigravam z besedami, bo kar držalo, če pogledamo zdaj še to biblijsko, ne, da je človek narejen po Božji podobi. Ampak spet to so interpretacije moje, naše, ali pa bile, da se zavedate svoje božanske iskre, te Kristusove zavesti, tega atomske energije, kakor čete temu rečete, brezmadežne, brezpogojne ljubezni. Tudi ljubezen je, ja, no, to je ta energy, eter tudi lahko. Nočem se jaz religiozno. Pa ker sem glih rekel religiozno. Če mi skinemo v prihodnje vsa verska pa etnična razlikovanja, torej ti si Slovenc, ti si pa Madžar, ti si pa Bosanc, ti si pa Italijan, ne? Kaj si ti, ki si že oddol, kaj si pravoslavc, si musliman, katoličan, kaj zdaj? Dajmo mi te identitete skinemo, ne? In kaj ostane pol od tega? Kaj ostane? Hrvat, ne, sva rekla ne, kaj pa si pol? Pa Jože. Dobro, to je tvoje ime, dajva še biti malo naprej. Kaj si tako drugač ti? Ja, pa Štromar. Dobro, si naredil šolo štromarsko. Kaj si? Si pizdun ali si človek? Tle bomo prišli do te točke, da bomo v bistvu ostali samo ljudje in komunikacija med človekom in človekom. Narcisi pa z nami naprej ne grejo. Kekčeva pesem z nami ne pojdejo, ne vem, nimam pojma. Skratka, vrednotili se bomo kot ljudje, kjer si bomo vsi kot bratu brat. In toplo sonce, ki nas greje. Fulje pesmic, spomnite se jih nazaj, da si jih malo spomnite. Pesmice so imele ful stvari, une, ki ste peli v 3. razredu, te so čist, ne, huda mravljica, vse sort. Ok, ne bo več tistih motilcev, da se vrnem na osnovno temo, ne? Jaz ga znam zaglajzati, ne? Upam, da vas ne moti, vse, kar povem, je prav. Včasih malo prej, včasih malo kasneje. V prihodnosti ne bo motilnikov, ne bo vam noben polen pod noge metal, ne boste sužni, ne boste dolžni nobenemu več nič, ker država nas je kradla kas vina, rubla nas je na čisto vseh možnih nivojih. Mislim, meni je čisto nor davk na nepremičnine, no, tam je res toliko bolan davk. A veš, nekdo je kupil zemljo, pa plačal davk, nekdo je kupil cegle, pa plačal davk, pa je kupil plačal zidarju, da je delal, pa z DDV-jem, in polk je bajta narejena, ne, zdaj pa davk še na nepremičnino. Pa jebote, kam še? In to vsako leto, ne? Mislim, pa kaj je zdaj z vami? Ne? Pa zemlja je naša stvar. Pa mi smo iz zemlje, halo, pa plačujemo, mislim, z planeta Zemlja. Mi zdaj plačujemo, mislim, pa dejte srne pejte obdavčati, pa medvede, če se upate. Bo medved hitro povedal, koliko davka bo je pripravljen plačati, pa pol na konc leta dohodnino, ne. Da je medved rekel, ja, kar dođi do mene, bom ti ja v moji kući dal. Banda. Ja, sem rekel, da ne bomo sužni. Predvsem pa bo nehalo se zastrupljevanje planeta skozi zrak. Zdaj ne vem, koliko vi opazite nad sabo. Jaz sam opazujem, jaz nisem v Mariboru in ne vem, ali tam črte so ali ne. Ampak jaz pri nas črt ne vidim že en lep čas. Pri nas je tako,
šajba. In tako že kar cele dneve. Zanimivo je, da so noči ful hladne. Čez dan je ta sonce sicer ga peče, ampak vročine pa ni. Jaz ne vem, kaj je drugačno, ne znam si predstavljati, ampak moram reči, da jaz iz svojega vidika lahko rečem, da nebo je že čistejše. Ne bo nam noben zastrupljal hrane v španskih rastlinjakih, v fabrikah, ki procesirajo hrano, ki jo zastrupljajo pač kolikor se da. Ne bomo več deležni strupov okrog krem, zdravil in še, mehčavci, praški, vse to. Nehali bomo zastrupljati sebe in nehali bomo zastrupljati sam planet, ker bomo odgovorno ravnali. Ker narcisi z nami ne grejo, to so ti, ki so škodovali, ne? Jaz ne vidim razloga piksno vršt v grm, res ne. Narcisu je pa to nekaj navadnega. Jaz tega nisem razumel, zdaj razumem, da pač gre za ljudi brez občutka, brez duše in srca, oziroma za poškodbo tega. Je prišla z vzgojo, je prišla z zdravili, je prišla z drogami, je prišla z denarjem. Ne? Demoralizacija je del tega procesa, ker ljudje nimajo morale pa etike. Ne? Kaj ne bo še? Ne bo uničevanja, ne bo suženjstva, ne bo izkoriščanja, ne bo narcisov, ne bo laži. Wow, top! In pa tudi teh elektromagnetnega valovanja, ki je motilec, ne bo več, pa bomo mi telepatsko se lažje pogovarjali. Imeli bomo pa nove finance, Mad, Bad pa Free Energy, tako, in funkcionirali bomo na osnovi odpuščanja, sočutja in brezpogojne ljubezni. Narcis ima pogojevanje. Če me boš imela rada, pa te bom jaz pol pa hišo kupil. Tle imaš avto, če me boš imela rada. Če pa ne, boš pa v bistvu živ mrlič, ubiču Boga v tebi. Tako nekako. Imeli bomo čiste reke, čiste vode, čist zrak, čisto klimo. Rast bo bujna, zaradi tega, ker bo in klima in zrak tako, kot mora biti, tako, kot je naravno bil. Ker v bistvu ta klima in voda je zadnjih 50 let pod največjim pritiskom uničevanja, zastrupljanja in pač uničevanja. Ok. A je to? Tu nekje smo. A veš, da sem v bistvu že šel čez vse? Ker smo že kaj bo, narcisov ne bo več in kaj je bil moto narcisov? Nasprotja se privlačijo. Se ti zdi? Aja? Narcis, ti bi rad bil z človekom, ne? In si tak mađioničar, da tega človeka na trik pripelješ na liziko, na sladko, da je s tabo, pa ga začneš pa piti cel life. Najprej ga oženeš, pa ga spraviš ob finance, pa ga pa masakriraš. Niso totalno nasprotja, se ne privlačijo na tak način, čeprav na zemlji gre za magnetizem in gre za privlačnost, vendar pozitivno privlači pozitivno, ne pa negativno, narcisi bukavi. Nasprotja se privlačijo. Ne, ni res. Tisto, kar ne vibrira z vami, odpada samo. Tisto, kar vibrira z vami, se lepi na vas. In to je law of universe, to je zakon vesolja, zakon privlačnosti. Iste ptice skupaj letijo. Kaj je zdaj, narcisi, boste rekli, nasprotja se privlačijo, da pa zdaj Kanja z Miško ful rada gre, ker sta glih nasprotna pola. Ali kaj? Ne gre, Kanja pa Miška nista za skrb po vaši filozofiji. Vsaj, kolikor jaz vidim v naravi, nekaj ne gre. Boga milega. Skratka, nasprotja se ne privlačijo. Prav. Če sem se zmotil, mi dajte en primer, da bom dol v komentarje napište. Okay. No, in ne bomo imeli več voditeljev, takih, ki jih poznamo zdaj, ki se norca brijejo, ker mi ne rabimo nobenega vodja. Ne? Jaz mislim, da ni potreben. So potrebni zgledi, ja, so potrebna vodenja. No, zgled pa v bistvu nakazati, kaj so smernice, ampak nihče nima pravice nad komarkoli biti
biti lider. Ne vem, ti gospodari, ki so bili, to je drek, bom rekel zdaj vladarji, v smislu ti graščaki, pa ne vem, tudi cerkva, ne, mi imamo to področje čez pa tako. To ne spada v kategorijo človeka, smo pa za skupnost, seveda, normalno, krasno skupnost si predstavljam. Aha, tako, bravo, zdaj bom pa lepo zaključno misel naredil. Glih prav sem pripeljal. Jaz si predstavljam lepo družbo. Jaz sem vam navrgel, kaj vse bo. Kaj vse je na razpolago. 6000 patentov imamo na lagru, ki jih je kabala skrila. Brezplačna energija na 1001 način. Ta perpetuum mobile je bila tudi ena velika banana. Vse se da, s čist malo energije se da narediti ful energije, čeprav je energija že tako v luftu. In ta naš domišljijski, sanjski svet, svet misli, ki se ga ne da prijeti. Zdaj ljudje tudi mene narobe razumejo, pa se mi reče, ja, ta flancar je tam nekje. Ne. Hočem samo reči, domisli je treba poslušati, pa jih spraviti na papir, pa v bistvu raziskovati med njimi, ločevati pleve od semena. No in predstava, kakšen svet si jaz predstavljam v mojih mislih, je predstava. Imagination. In to je ta svet, kamer mi potujemo. Če si boste vi predstavljali, da bo svet kaotičen in da bo jesen cela štala, potem za vas tudi bo. Če pa si boste vi predstavljali, da bo svet lep, da živite v lepi hiški, da živite ne v lepi hiški, predvsem probajte vi ujet, kakšen občutek bi vas prežemal v tej hiški. Saj ni važno, ali je zelena streha, ali ima tak bolj naklon, ali je peč tako velika, ali je bolj majhna, ali je letna kuhna, na jug ali bolj na zahod obrnjena. Ne v tej vrsti predstava, ampak predvsem si probajte predstavljati ta mir, ki bi se na tem placu bi ga doživljali vi, bi ga vzdrževali. In to je tisti občutek, to je tisto, kar vi hočete, tam se vam bodo šle kocine po koncu. Tam boste vi zamravlinčili in te mravlinčke iščete, dejte jih čim več. Jaz si predstavljam lep svet, čist, prijazen, skuliran, tudi bom rekel čistega uma. Doveš, da se pogovarjamo spoštovanje drug do drugega. Da če nekdo govori, da mu ne skačeš v besedo, pa če je tema o čokoladi, pa imamo mečkam proti čokoladi, pa z čokolade pridemo na lešnike, ne pa da skačemo iz čokolade proti avionom, iz aviona pridemo na kanalizacijo, iz kanalizacije pa na fuzbal tekmo. Mislim, to se meni, take teme so meni čist vijavaja, ne. Ne da se meni to skakati, pa vsako se glih poglobim, dup pa jo zamenjamo, pa zdaj v avionih že imam, dup pa zamenjamo, meni se to ne da. Jaz sem zato, da, naj pluje, ne. To, predstavljajte si, da ste svobodni, ker ste. Predstavljajte, da ste lepi, ker ste. Morate dati iz glave ven, da niste. Se ste narejeni po božji podobi, kako ćete pa biti drugačka lepi. Pa še ena stvar, itak človeka ne definira, kakšen je na ven. Itak človeka definira, kakšen je na not. Kaj zna ven dati. Zna vrata pridržati ali ne zna biti malo, je človek razgledan, to definira človeka, ne zunanji izgled, ne se s tem obremenjevati, pa kljub vsemu sprejmite se, taki, ki ste, ker drugačni ne boste, by the way. Če ste bili do zdaj splastičerani, ne, kako se reče, punce se mi po eni strani kar smilijo, ker se začnejo mazati, ne, in pol se jih ljudje navadijo take, in pol pa če se ona ne namažejo, pa taka res, ko se Marijo, kakšna pa si, ne. Ne se mazati, res, pa si človek navajen take, ki ste. Ker če se pa mažete skozi, pa pol enkrat ne, pa res katastrofa, ne. In pa res katastrofa. Imejte se radi, zaljubite se vase, res zaljubite se vase, pretiravam. Če ne boste imeli sebe radi, kako boste imeli koga drugega? Ali kaj? Pa tu se nisem jaz spomnil, tu so vse stvari že od ful nazaj. Drugi so govorili to. Nič, 1 určko smo speljali. Malo sem preteral, pa še nisem dosti povedal od prihodnosti.
Bom pa v prihodnje povedal, kaj v prihodnosti. Imejte se pa čudovito, dajte izkoristiti dan, sonček, vodo, zemljo, vodo, pa še ogenj pejte zakuriti. Uživajte močno, zelo pa radi se imejte. Čau!